Ja, prav lep pozdrav z komentatorskega mesta v Mariborskem Ljudskem vrtu. Drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Zadnjo tekmo v 27. krogu bosta igrala četrtouvrščeni Maribor in petouvrščeni Koper. Med kluboma je 6 točk razlike. Maribor se želi vrniti na 3. mesto in zato danes nujno potrebuje komplet 3 točk. Koper pa si želi še bolj približati mestom, ki v prihodnji sezoni prinašajo nastop v Evropi. To je zdaj nevaren napad za Maribor. Sudani in Barišić, levo je Iličić. Iličić preigrava, atraktivno Iličić, potem pa podaja v sredino. Krasna akcija, zaključek Sudanija in obramba Koprivca. Papai. Papai je običajno zelo prodoren, no zdaj njegova podaja pred vrata, težave za Bergsna in brez zadetka. Tam je bil Tomek pred vrati Maribora, ostaja pa 0-0. Zdaj na kratko odigrano, Lauš z razdalje in mimo gola. Nevaren poskus, kot bo za Koper. Iličić še enkrat, tam je Jakupović, gneča je pred vrati, prišel je na koncu Širvis do strela, toda brez gola, visoko čez je meril Litovec. Poglejmo še enkrat to situacijo, nekaj fliperja pred vrati, potem pa Širvis. Ja, sugerira Vrhovec za 11 metrovko, zato je tudi rahlo znorel, prijel rumeni karton, sedaj tudi preverjanje v varu. Ja, smer hoje nakazuje... 11 metrovka. 11 metrovka za Maribor v 37. minuti po igri z roko v koperskem kazenskem prostoru. Domači privrženci pa seveda pričakujejo vodilni zadetek. Josip Iličić ali Jan Koprivec. Iličić zanesljivo pod prečko in Maribor vodi z 1-0. Zelo, zelo suvereno. Zelo suvereno. Ne moramo reči rizično, kajti zadetek je fantastičen. Fenomenalna izvedba mojstra nogometne igre in Repas. Težave zdaj napaka Repasa. Wisdom Sule je pobegnil v mariborski obrambi. Sule in gol! 1-1 v 53. minuti. Kakšen pobeg Wisdoma Suleja, ki je dosegel prvi gol v karieri v slovenski prvi ligi. Koprčane je nagradilo to, kar sva napovedovala. Se pravi, ta začetek drugega polčasa veliko bolj poguman, veliko bolj direkten. Se bo poskusil z dolgo žogo na Jeleniča. Odbija Lorbek samo do Pabaija, ki strelja z razdalje. Mimo gola, Pabaj ostaja 1-1. Kar nekaj zadetkov je v tej sezoni že pripravil svojim soigralcem, ampak najprej napad Maribora. Barišić do Iličića, preigrava Iličić v kazenskem prostoru. Iličić, gol! Golazo Josipa Iličića in Maribor znova vodi. V 69. minuti sjajna poteza Josipa Iličića. Kar čutilo se je na tribunah, da se bo nekaj zgodilo. Medtem
se Tomek poskuša prebiti, vendar ustavil ga je Jan Repa. Spet Iličić, turbulentna je bila jesen te sezone zanj, ampak vse je drugače v drugem delu prvenstva. Sudani in brani Koprivec, potem pa Barišić, 3-1 za Maribor, prvi gol Maksa Barišića v dresu rekordnega slovenskega prvaka. Ni se ga pretirano razveselil, seveda dosegel ga je proti svojemu matičnemu klubu. Ogromno prostora imajo. Nova priložnost za Maribor, Iličić iz ozadja Barišić, ki preigrava naprej, povratna žoga in sjajno Koprivec, kakšna obramba. Iličić je bil na hat-triku, to da ostaja 3-1. Vidmar, potem pa Iličić proti Kolarju, ogromno prostora ima Bugre, skrajno levo je tudi Burles, pa zdaj Kolar poskuša strelom, Burles ima priložnost, obramba Koprivca, sjajna reakcija Jana Koprivca in ostaja 3-1. Ante, najprej čestitke za zmago. Če na začetku srečanja ni izgledalo tako, lahko na koncu tehle 3-1 mirno ste tekmo pripeljali do konca. Pripeljali, ja. Zdaj pa na začetku, da ni tako izgledalo, se ne more strinjati z vami, ker smo mi takoj v prvi 5 sekundah bili zelo blizu zadetka, da pa Koper ima kvaliteto, smo vedeli, bili smo potrpežljivi, imeli smo tekmo v ritmu in v smeri, kateri želimo, in mislim, da je v prvi polčas pa polno zasluženo pripadlo nam. Res, da se Koper krčevito branil, bil zelo kompakten, v drugem potem tale nespretnost, ki se nam je zgodila, nisem si pogledal, ampak enostavno tega si mi na tem nivoju ne smemo dovoliti, ne glede na to, kdo je to. Tako da, hvala Bogu, odgovor igralcev je bil potem odličen, tako da mislim, da polno zaslužena zmaga. Zagotovo ste lahko zelo veseli. Josip Iličić, vemo, ki je bil še nekaj časa nazaj, to, kar kaže zdaj, spominja na starega pravega Jojota. Jaz nikoli nisem, bom rekel, razmišljal o tem, da ne bi mogel. Iz prostega razloga, ker ga poznam, ker vem, na kakšen način si želi igrati, ker vem, kakšen delavec je, kljub temu, da marsikdo misli drugače. Tako da zame njegove prezentacije niso presenečenje, v njegovi kvaliteti pa je brezpredmetno debatirati. Zdaj, Blaža Vrhovca ste menjali v polčasu, vemo, kaj se je zgodilo na prejšnji tekmi, tisti pretres možganov, je to posledica tega? Ne, rumeni karton. Rumeni karton, bilo je preveč nevarno. Kako zdaj naprej, reprezentančni premor je tukaj? Ponovadi, ko ekipe zmagujejo, pravimo, da jih preseka ali pa da ne pride v pravem trenutku. Lahko rečeva zdaj, da ta reprezentančni premor prihaja v nepravem trenutku za vas? Če se pogledam nazaj, nas ne preseka samo reprezentančna pavza, marsikdo drugi nas lahko preseka, kar seveda ni v moji domeni. Po drugi strani pa fantje trenirajo dobro, se zaslužijo pavzo, tako da usmeritev bo predvsem v rehabilitaciji in potem seveda v nadgradnji fizičnega aspekta, tali mikrociklus in potem priprava za drugi del polsezona. Zdaj še zadnje vprašanje. Lestvica je pač takšna, kakršna je. Ekipe imajo odigrane tekme, kolikor jih pač imajo. 7 točk ste za Olimpijo. Je ta tekma ali pa morda to neka napoved? Ali pa 4. Ali pa 4. Ampak je to zdaj začetek lova na drugo mesto? Poglejte, sprašujete vsakič isto, ne pomeni, jaz vam vedno odgovarjam, tekmo po tekmo, potegnemo črta, kam bo prišlo. Bomo videli na koncu, ampak definitivno si želimo biti gor, definitivno si želimo zmagovati in v smeri, kateri gremo, v smeri, kateri razmišljamo vsi skupaj, jaz kot trener, moji sodelavci, igralci, klub kot celota, je v tej smeri, da je naslednja najpomembnejša. Aleksandar, tekma, ki zagotovo ni šla po vaših načrtih, razen 5-10 minut na začetku drugega polčasa, ste bili absolutno, ne bom rekel, da slabši nasprotnik, ampak Maribor je bil tisti, ki je diktiral tempo danes, ne? Ja, lahko rečemo prvi polčas, čeprav nisem imel nekih izrazitih priložnosti, 2 udarca oddaleč in pa na koncu tista 11 metrovka, kjer je vse malo vplivala. Drugi polčas, mislim, da smo šli dobro v tekmo, tudi izenačili, potem pa
ne vem, avtomatsko smo se nazaj potegnili, kar sigurno ne želimo. Smo želeli ta drugi gol, ampak Maribor je najboljši, ko se mi branimo bliže svojim golom, oziroma ko so oni bliže nasprotnikovem golu, in s kvaliteto Iličića, Sodanija so potem tudi prevesili tekmo v svojo korist. Kaj ste dejali fantom v polčasu, ker razlika je bila res vidna, ne? Tisti prvi polčas in pa začetek drugega, kaj se je dogajalo v garderobi? S čim ste jih, po domače rečeno, potisnili naprej? Ja, predvsem je bilo pomembno, da probamo zadržati čim več žogo, ker prvi polčas spet premalo si upamo igrati, nasprotnik vedno napada, vzeta žoga in prehitro izgubimo, in normalno, da v določenih trenutkih ne uspemo zapreti te prostore, tako da predvsem to je bilo tisto prvo navodilo, da bolj zadržimo žogo, ampak tudi videli ste tudi po golu, potem absolutno premalo tega, prehitro izgubljene žoge, in Maribor je na koncu imel tudi veliko pol število priložnosti, ker enostavno smo hoteli se vrniti v tekmo. Zdaj ste eden izmed dveh klubov, ki reprezentančne pauze ne bo imel, naslednji teden vas čaka Mura. Zdaj, kako je to vpliva na vašo pripravo, ali sploh vpliva, ali so enostavno treningi takšni, kakšni pač so ponavadi? Mi imamo 2 tekme manj od nasprotnikov, tako da to je tisti datum, ki so nam določili, da igramo, ampak enostavno en dan fraj in že naprej priprava za Muro. Max, čestitke za prvi gol v mariborskem dresu. Proti Kopru ste ga dosegli. Je zaradi tega še kaj bolj poseben? Kakšna čustva so vas obšla, ko je šla žoga v mrežo? Hvala, drugače pa nič, mislim, vedno je lep občutek za biti gol. Zgleda, vedno deluje ta zakon bivšega in nič, upam, da bom nadaljeval v tem smislu. Čeprav bi si želel že gol, tudi kaj prej. Pravzaprav tekma, ki ste jo imeli razen nekaj minut na začetku drugega polčasa, povsem pod kontrolo, ne? Ja, ne vem, zakaj smo tako slabo odprli drugi polčas, še dobro, da smo se potem uspeli dvigniti in pripeljati 3 pike doma. Kako je igrati z 2 izkušenjama mačkoma, Sodanjem in pa Iličićem? Josip je danes odigral eno res fenomenalno tekmo. Ja, vsi vemo, da so to 2 igralca, mislim, poznamo njihove karijere in za kakšen tip igralca gre, to je kvaliteta neverjetna in mi je v čast igrati z njimi in upamo, da bom čim dlje igral z njimi. Tako. Vemo, pri trenerju Šimundži premorov ni, reprezentančne pauze ni, treningi bodo šli naprej. Zdaj zaostanek za Olimpijo je na trenutni lestvici 7 točk. Je to zdaj lov odprt na to drugo mesto? Ste se kaj pogovarjali? Jaz mislim, da moramo delati tako, kot smo delali do zdaj in samo še prava dvigniti ritem in nič potem pa rezultati bojo že prišli tudi sami od sebe. Če po prvem polčasu ni kazalo dobro začetek, drugega res dober, nekako ste vzpostavili ravnotežje z Mariborom, potem pa, lahko rečemo, razpad sistema. Ja, ste opisal prav tekmo super, kot je bila v bistvu. Že drugo tekmo, tretjo se nam dogaja, da prvi polčas nismo to pravi. Danes se tudi to zgodilo, niso imeli odgovorov na njihove napade. Drugi polčas smo se lepo dvignili, izenačili in polja, nerazumljiv ta razpad sistema, kako prihajajo vseh strani in vsakeč, ko je prišel Maribor čez polovico, so bili nevarni. Vem, da vam to nič ne pomeni, individualni dosežki v nogometu pač ne štejejo, ne vem kako zelo veliko, ampak nekaj bravuroznih obramb ste imeli, s katerimi ste pravzaprav preprečili še višji poraz. Ja, nič ne pomeni, ne. Če bi bilo te obrambe, da bi prinesli kakšno točko, bi bil zelo vesel, tako da pa res ni nobenega zadovoljstva, moramo dati v bistvu vzeti kolo in pedalirati in ni druge, ker prvenstvo je še dolgo in moramo se zbrati skupaj in igrati na rezultat, ker to ni v redu. Zdaj tudi reprezentančne pauze pravzaprav ni za vas, naslednjo soboto vas čaka Mura, še ena težka tekma v nizu. Ja, smo rekli že, ko je šlo dobro, da gledamo iz tekme v tekmo, tako bo tudi zdaj in zdaj se osredotočimo na Muro. Imamo en teden normalen, da se pripraviti na tekmo in se moramo najboljše pripraviti, da bo rezultat drugačen.